Ta konec tedna poteka vrhunec praznovanja ob 150-letnici delovanja prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica. V četrtek so v prostorih društva izvedli dan odprtih vrat. Danes bo v okolici gradu Slovenska Bistrica velika gasilska vaja, jutri pa bodo dogajanje zaključili z gasilsko parado v mestu Slovenska Bistrica in krstom novega gasilskega vozila z lestvijo. V tega praznovanja prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica 150-letnice eno malo večjo vajo, ki bo izvedena na lokaciji Bistriškega gradu, bo pa razdeljena na 3 sektorje. V teh sektorjih bomo poskusili prikazati večino dela, ki ga opravljamo mi na terenih. Scenarij sam je letalska nesreča, posledica te nesreče bi pa naj bila prometna nesreča z nevarnostno jo v enem sektorju, v drugem sektorju porušitev gradu, reševanje iz nedostopnega gradu, reševanje izpod ruševin in pa sodelovanje z reševalci kot triažnimi mesti in pa tretji sektor, kjer pa bo klasični požar, notranje reševanje ponesrečenih in pa pomoč pri evakuaciji iz višjih nadstropij. To je zaenkrat predvideno, to je večina tistih stvari, ki jih počnemo na terenu gasilci. Ob jubileju so v prostorih PGD Slovenska Bistrica pripravili tudi novinarsko konferenco, na kateri so sodelovali župana občin Slovenska Bistrica in Oplotnica, dr. Ivan Žagar in Matjaž Orter, poveljnik Gasilske zveze Slovenska Bistrica David Prelog, poveljnik PGD Slovenska Bistrica Boris Keršič, predsednik PGD Slovenska Bistrica Janko Mlakar, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica magistra Brigita Kruder in Marjan Cvikl iz podjetja Rosenbauer Slovenija, ki je tudi predstavil novo gasilsko vozilo. Sama lestev se je izdela v Rosenbauer Nemčija, v Karlsruju, mi pa potem samo izdelamo notri pritrdišča in pa opremo, glede na potrebe in želje, ki jih ima lokalna skupnost oziroma lokalni gasilci. Lestev je višine 32 metrov, ima tudi v tej košari vgrajen vodni top 2400 litrov na minuto. Košara ima 500 kg nosilnosti in pa upam si trditi, da je gasilska lestev tako po tehničnih zmogljivostih kot po varnosti v samem svetovnem vrhu. Na leto se proizvede približno 150 takšnih gasilskih lestev, ki so v bistvu po celem svetu na razpolago gasilcev. Poudaril bi še to, če lahko, mi smo sami na lastni koži občutili, kaj pomeni gasilska lestev, ko nam je leta 2020 zagorelo ostrešje na eni proizvodni hal in brez gasilske lestve bi bila materialna škoda enormno večja. To pomeni, da bi tudi zgorela hala, da bi morali novo halo zgraditi, tako pa smo samo menjali ostrešje, glede na to, da je bil dostop omogočen samo z intervencijo gasilske lestve.